Zame je bilo prevajati otroško književnost oziroma književnost namenjeno otrokom ali mladini vedno nekaj zelo posvečenega, nekaj, kar počnejo pisatelji, pesniki, med prevajalci pa samo redki izbranci. Tako da po tej izkušnji pa lahko rečem, da ne vem, če se mi je kaj prijelo te aureole, ker je na vse zadnje šlo za stvarno mladinsko literaturo, ampak mi je pa dalo nekaj veselja do živega jezika, do jezika, ki nagovarja, ker se mi zdi to najbolj pomembna komponenta prevajanja za to starostno skupino. Se pravi, jezik, ki mora imeti v sebi nekaj duha, po domače povedano. Avtor je uveljavljeni pisatelj otroške in mladinske književnosti in je vsakega učenca na začetku predstavil v svoji zgodbici, s katero je potem prišlo vprašanje. In tukaj je bila ena splošna, kar sem iskala, en zimzelen splošni pogovorni jezik, recimo zafrknil, ne bo mi ratalo, čisto zamoril. Po drugi strani je pa tudi barval. In to barvanje se ni ujemalo, ker sem že doslej prevajala otroško in mladinsko književnost, sem imela en okvir, recimo v slovenščini, če bom dala dva primera, v slovenščini bodo govorili notri ful, ker v nizozemščini je pa potem različno stopnjevanje, v nizozemščini je pa potem recimo v oblačku mejhafel, pri nas je raztegnjeno povzem ful. Ali pa, ker so bili nekateri učenci, pa so bili predstavljeni kot bolj mirni, razmišljajoči in se mi je zdelo, da bo stopnjeval preprosto, zelo je dobro. To je en tak, pa tega je še potem ogromno, da sem se igrala znotraj nekega okvira, omenila si tudi frazeme, to je bilo že na začetku, razredni zabavljač, mano bi najraje, kadar zgubi vse nekam poslal, v nizozemščini jih pošle na drevo. V slovenščini se je meni spontano zdelo v Tri krasne in tukaj mi je pomagalo tudi to, da kolikor čas dopušča, da pogledam, kaj izdajajo slovenski avtorji za recimo to starostno skupino in Nataša Konc-Lorenzuti je izdala knjigo z naslovom Gremo mi v Tri krasne. In potem sem še preverila, tako pustila sem ta naslov, ali bo šel skozi lektorsko in uredniško sito in je dejansko šel, tako da sta nekatere predloge in popravke imela tudi lektorica in urednik knjige. Nekaj sem preverila na terenu, nekaj pa je bilo treba tudi improvizirati, konec koncev sem bila omejena z oblački in ilustracijami. Knjiga je grafično zelo pestra in tekst se pojavlja v različnih oblačkih na različnih straneh. V bistvu sem se prevajanja tega lotila zelo spontano. Uštevilčila sem si vse oblačke po vrsti in jih prevajala. In potem tudi, ko je bil prevod končan, sem ga poslala kot PDF zraven z številkami. Tako da se je potem dokument, v katerem je bil prevod, v bistvu uskladil z slikami, ki so bile v PDF-u. Se pravi, knjiga z vsemi čuti je album, kar pomeni, da je slikovno gradivo zelo pomembno, tako pomembna komponenta, kot so besedila. In velikokrat gre pri teh ilustracijah za ilustriranje besednih iger, frazemov, rekov, ampak izvorno v francoskem jeziku. Tako da je bila težava, seveda dobesedno se tega ni dalo prevesti, hkrati si bil pa zelo omejen z istočnico, slikovno istočnico. In ker se dobesedno ni dalo, je bilo verjetno velikokrat potrebno v bistvu zmisliti si neko zgodbo, ki gre na to sliko in ki pa še vedno sporoča, ki še vedno ostaja v posredovanju približno istega pomena, smisla v določenem poglavju. Tako da hkrati je bilo zelo omejujoče, po drugi strani je pa ravno ta omejitev vizualna pomenila tudi neko jezikovno ustvarjalnost ali pa celo mogoče vsebinsko, ne bi ravno mogla glih reči, ampak neko poigravanje z možnostjo.
Že eno od mojih začetnih vprašanj je bilo, ali bi ta razred prenesli, nizozemski razred prenesli v Slovenijo, in šele pozneje sem izvedela, da francoski prevod je to naredil. Tukaj pa je bila velika, v bistvu se je že na začetku pokazalo, kakor je recimo razred vendarle evropski, je ena blaginja, so youtuberke, Spider-Man, socialne razmere, okoljska problematika, letalstvo, onesnaževanje okolja, potem starši se ločujejo, kozmetika, shopping, prve zaljubljenosti, ti odnosi v razredu, se pravi, je zelo prepoznavno, ampak druga pa je priseljenska struktura. In tukaj sem imela potem učence z afganistanskim, turškim, maroškim, najverjetneje afriškim pa surinamskim zaledjem, ki so zastavljali vprašanja, in avtor je ravno tudi ubarval malo pogovorno še njihovo govorico. In to je bilo treba čim bolj nemoteče speljati. Te pogovorne izraze sem recimo izraze, ki so bili iz afganistanščine in turščine, sem spustila, po drugi v zameno pa recimo mama potem reče ajde ali pa kaj takega. Bilo je pa že tudi kot same reference, recimo praznovali so na veliko Miklavža, kjer so žrebali imena, tukaj je potem vrinjeno kratko pojasnilo. Ali pa, ko je bil na tapeti denar, na nizozemskem praksi ne uporabljajo kovancev za 1 in 2 centa, tako da je bilo treba dodati še to pojasnilo, ker vsi ti kovanci so bili tudi narisani, smo pa v zameno potem, konec koncev Nizozemci tudi kampirajo pri nas, smo pa potem v tabeli lahko dali namesto ene druge države Slovenijo, da so učenci doma štejejo denar in najdejo tudi slovenske evre. Najtežji del pri prevajanju te knjige so zagotovo tehnični elementi, se pravi tehnično izrazje, ki se pojavlja, kjer v bistvu nimaš izbire, nimaš nobenega manevrskega prostora, moraš točno vedeti, kako se reče določenemu bioreaktorju ali določenemu kotlu, kako funkcionira. Tako da zame je bilo to najtežje, ker gre v bistvu za iskanje točno določenih izrazov, ki jih v slovenščini včasih tudi nimamo, tako da se in tu in tam, ne zelo velikokrat, ampak nekajkrat zgodilo, sem morala besedo tudi sama določiti ali izbrati. Bolj zabaven del je pa zame, oziroma bolj izpopolnjujoč del je pa zame prevajanje pojavov, ker moraš opisati ne vem, kako delujejo podmornice ali kako izbruhnejo vulkani, iz kakšnih plasti je sestavljena Zemlja, kjer je manj tega točno določene ene besede in veliko več tudi tega procesa. In jaz imam zelo rada proces. Zaradi odnosa med vizualnim in besedilnim je bilo teh izzivov kar nekaj. Včasih je šlo pa tudi samo za nabiranje nekega korpusa. In recimo zabavno je bilo nabirati sopomenke za besedo nos, ker v francoskem jeziku je zelo enostavno najti 14 sopomenk za besedo nos, v slovenščini pa niti ni bilo tako enostavno, tako da se je bilo treba zatekati k narečju, včasih tudi pogovornemu jeziku, ki izvira mogoče iz kakšnega tujega jezika, da smo našli recimo teh 14 besed, ki so seveda z teh sopomenk za besedo nos, ki so mogle ustrezati tudi ilustraciji nosa na slikah. Tako da ta moment je bil tudi zanimiv. Ta knjiga me je na zabaven način spodbudila k razmišljanju že pri prvem vprašanju, ali se lahko kopaš v lastnih solzah. Takih podobnih vprašanj iz praktične življenjske matematike je bilo dobro, in tudi če sem poznala kozmični koledar kot izraz, recimo nisem vedela točno kdaj in kako se je kaj zgodilo.
knjige, v katerih je treba prevesti veliko različnih področij, za katere sama seveda nisem strokovnjakinja sama po sebi, ker sem jezikoslovka. Je zmeraj na nek način timsko delo in po mojem se tega lahko prevajalci in založbe lotijo na več različnih načinov. Pri tej dotični knjigi nisem imela enega strokovnega svetovalca, nisem imela svetovalca pri založbi, sem pa sama poiskala več svetovalcev za različne panoge, kar je meni tudi pač zelo ljub del prevajanja, zelo rada pač sama navežem stik, pošljem vprašanja, pokličem, ne vem, rodarsko društvo ali kakršnokoli drugo društvo in potem skupaj preverjamo termine, besede, postopke, če ti potekajo prav. Seveda se pa lahko pri kakem drugem prevodu odločimo tudi za druge taktike, ker imaš mogoče enega strokovnega svetovalca, ampak to je ponavadi lažje. Pri knjigi o čebelah, ki sem jo prevajala, sem imela recimo enega strokovnega svetovalca, kar je pač pri knjigah, ki se dotičajo ene panoge, veliko lažje. Pri tej bi bilo to veliko težje, ker po mojem ni strokovnjaka na svetu, ki bi lahko pokril vsa ta področja naenkrat.